Kar naprej. Dan. Dober dan. A lahko pridem not? Kar naprej. Izvolite. Kar tukaj lahko sedete. Dober dan še enkrat. Dan. Jaz sem psihologinja Kremžarjeva. Jaz sem Jan. Pozdravljen, Jan. Bi mi malo povedal, zakaj ste danes prišel k meni? Kakšne so težave? Prišel sem zaradi tega, ker tudi zato, ker hodim mojemu osebnemu zdravniku zaradi srca. Kaj pa je narobe z vašim srcem? Velikokrat se mi pojavijo bolečine v prsih, pa težko diham, pa srce mi ful močno utripa, tako bum, 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 pa začne mi res razbijati. Še posebej med mladimi je pojem anksioznosti oziroma tesnobe postal zelo široko uporabljen pri opisovanju občutkov v različnih vsakodnevnih situacijah. Anksioznost je nekaj, kar lahko na trenutke ali v določenih obdobjih življenja doživimo prav vsi. V nadaljevanju bomo razložili, kakšna je razlika med doživljanjem anksioznosti ter diagnozo anksioznih motenj oziroma diagnozo patološke anksioznosti, kakšni so vzroki za nastanek ter kako se anksiozne motnje kažejo. Se spomnite mogoče dogodka, ki se je zgodil, ko ste prvič doživel tak napad in ko ste si potem interpretiral, da gre za srčni napad oziroma da gre za infarkt? Bilo je ful stresno obdobje na faksu, veliko izpitov je bilo in pol sem šel enkrat zvečer v center in postalo mi je enkrat ful vroče in srce mi je začelo spet ful močno utripati in potem so prišle bolečine v prsih in nisem vedel, kaj naj naredim. Motnje anksioznosti predstavljajo eno izmed najpogostejših psihiatričnih motenj. Raziskave kažejo, da se večina anksioznih motenj pogosteje pojavlja pri ženskah kot pri moških, pojavnost pa upada z višjim socialno-ekonomskim statusom. Raziskave, ki preučujejo vzroke za nastanek anksioznih motenj, ugotavljajo, da so za razvoj sicer pomembni genetski vzroki, a nikoli niso rezultat zgolj enostavne genetske napake. Veliko vlogo pri nastanku motenj ima tudi okolje, med drugim travmatske izkušnje in stres. Vse več raziskav pa potrjuje tudi povezavo med nevroanatomijo naših možganov ter motnjami anksioznosti. Med posamezniki se lahko pojavijo različni vzorci simptomov. Najpogosteje se anksioznost izraža kot neprijeten, nejasen občutek bojazni, pogosto v kombinaciji z glavobolom, potenjem, hitrim bitjem srca in stiskanjem v prsih, neprijetnim občutkom v želodcu, nemirom, lahko tudi z nezmožnostjo dolgotrajnega sedenja ali stanja. Medtem ko so to večinoma znaki, ki jih je marsikdo že kdaj občutil, pa je pomembno poudariti, da o patološki anksioznosti govorimo takrat, ko začnejo ti simptomi onemogočati uspešno spoprijemanje s vsakdanjimi izzivi. Simptome patološke anksioznosti lahko razdelimo v 4 kategorije: kognitivne, fiziološke, vedenjske in afektivne. Ja. In zdaj vsakič, ko v bistvu čutite to bitje srca, vsakič pomislite, da vas bo infarkt? Ja. Res je grozen, no. Res tako občutek imaš res, da boš umrl, no. Ne vem, kako naj to razložim. Ja, tako da v bistvu eni ti občutki tesnobe, anksioznosti, ideja oziroma misel na smrt, infarkt, mora biti kar grozljivo, ne? Ja. Grozen je, res je grozen. Ne vem, kaj naj naredim, no. Kognitivni simptomi so recimo strah pred izgubo nadzora, zblaznelostjo, negativnimi ocenami s strani drugih, zmedenost, znižana koncentracija in drugi. Fiziološki simptomi so dokaj podobni s simptomom nepatološke anksioznosti, ki smo jih že omenili, le da so patološki veliko močneje izraženi. Naprimer zvišan srčni utrip, občutek dušenja, izrazita vročičnost ali mrzlica,
odrevenelost udov, izrazita napetost ali rigidnost mišic ter omotičnost. Med vedenjske simptome vključujemo izogibanje grozečim situacijam, pobeg, nezmožnost gibanja ali zamrznjenost in težave z govorom. Afektivni simptomi pa vključujejo živčnost, razburjenost ter plahost in prestrašenost. Anksiozne motnje so torej široka skupina stanj, kamor vključujemo motnje, ki jih opredeljuje skupna značilnost pretiranega strahu, anksioznosti ali vedenjskih motenj. Kakšna pa je razlika med strahom in anksioznostjo? Pri strahu gre za čustven odziv na resnično ali zaznano neposredno grožnjo. Na primer, v gozdu se srečamo z medvedko z mladički, za katero vemo, da je zelo zaščitniška, ter nas tako lahko dojame kot grožnjo in nas napade. Gotovo se bomo odzvali z občutenjem strahu. Strah ima namreč varovalno funkcijo, ki je povezana z avtonomno aktivacijo našega živčnega sistema, bistveno za reakcijo beg ali boj. V večini situacij, v katerih smo neposredno ogroženi, je to nujno potrebno, da bomo ustrezno reagirali in se zaščitili. Anksioznost pa je pričakovanje grožnje v prihodnosti. Pogosteje je povezana z mišično napetostjo in pripravljenostjo na potencialno nevarnost prihodnosti, kar se kaže tudi v tem, da smo bolj previdni in se bolj poslužujemo izogibajočih vedenj, saj na ta način znižujemo stopnjo anksioznosti, ki jo doživljamo. Športniki in glasbeniki na tekmovanju ali nastopu tako recimo niso neposredno ogroženi, bodo pa v primeru pretirane predtekmovalne oziroma prednastopne anksioznosti že ob misli oziroma pričakovanju izvedbene situacije vseeno občutili močan kognitivni, fiziološki in afektivni odziv. Na vedenjski ravni se bojo ob dolgotrajni pretirani anksioznosti tekmovalnim oziroma nastopnim situacijam začeli izogibati. Si znate kakorkoli pomagati v teh situacijah? Ne? Zdaj, ko začne srce biti. Ja, ne. Ste kaj raziskoval, ste kaj gledal na spletu ali še niste se s tem ukvarjal? Mislim, prebral sem vse, kar piše o infarktu, o EKG-ju, vse sem prebral. Tudi prebral sem, da če ti če nekdo dobi, da je zelo velika možnost, da lahko podeduješ infarkt, da je zelo deden. In to me zdaj skrbi, ne. Ja. Ste imel kakšen EKG narejen, so naredili telesne preiskave? Ja, mislim, zdravnik me poslal na EKG, sicer rekel, da je bilo zelo dobro, kar me je zelo pomirilo, da so bili dobri rezultati, ampak ne vem, čez nekaj časa so se spet začeli pojavljati te simptomi in spet je prišel ta strah in res me je strah tega, da ne vem, tudi izogibam se vsakodnevnim situacijam, izogibam se športu, izogibam se vsem tudi bližnjim odnosom, zato ker me je strah, da ob kakšnem naporu, da me bo pobral. Ja. Ja. Verjetno bi si želel, da bi si na nek način znal pomagati, ne, v teh situacijah. Ja. Ja? Okay. Mogoče lahko poskusiva z eno vajo, ki jo priporočamo pri teh napadih, ne, da probamo usmeriti pozornost iz lastnega telesa oziroma iz teh simptomov, iz teh občutkov, ne, da probamo usmeriti pozornost ven, ali na neko kognitivno nalogo, ali na nekaj zunanjega. Ja, poskusiva? Lahko. Okay. Potem pa vzameva število 100, ja? Od tega števila odštejeva 3. Je koliko? 97. Pa od tega spet 3. 94. Motnje anksioznosti razlikujemo glede na tip objektov ali situacij, ki nam izzovejo strah, anksioznost ali izogibajoče se vedenje, ter negativne in z nevarnostjo povezane misli in prepričanja. Pogosto je lahko prisotnih več anksioznih motenj, vezanih na različne tipe situacij. Pomembno je, da jih ločimo od razvojno pričakovanih strahov ali anksioznosti, in sicer potem, da so pretirane, ter da vztrajajo tudi po izteku razvojno primernih obdobij. Primer je recimo separacijska anksioznost.
Gre za anksioznost, zaskrbljenost in strah, ki se normativno pojavi pri dojenčkih in malčkih ob pričakovani ločitvi od objekta navezanosti, torej starša. Razvojno ustrezno se načeloma pojavi med 6. in 12. mesecem starosti ter stabilno traja približno nekje do 3. leta, po katerem se v normalnih pogojih nato zmanjša ter izgine z razvojem kognicije in avtonomije. Če pa se trajanje in intenzivnost simptomov separacijske anksioznosti nadaljuje, se pojavlja v neprimernih kontekstih ter pomembno negativno vpliva na funkcioniranje na različnih življenjskih področjih. Takrat pa gre morda za motnjo separacijske anksioznosti. Pa še 3? 88. Okay. Tako, ja? Potem lahko nadaljujemo v bistvu do 0 in potem se vrnemo. Ja? In zdaj, če pogledava, ko ste se osredotočali na te številke oziroma ko ste računal, koliko ste bil pozoren na svoje telesno dogajanje, na bitje srca in ostale telesne funkcije? Manj sem bil. Okay. Ja. Motnje anksioznosti so med seboj povezane in številne, a hkrati različne. Mednje uvrščamo med drugim tudi socialno fobijo, ki pomeni strah pred ocenjevanjem drugih ljudi in posledično vodi v izogibanje socialnim situacijam ter najrazličnejše specifične fobije. Bolj prepoznane so recimo strah pred višino oziroma akrofobija ali strah pred zaprtimi prostori oziroma klaustrofobija. Recimo tukaj se lahko sredotočiva na tole tablo in štejeva črte. Naj začniva kar spodaj. Greva 1. Motnje anksioznosti lahko diagnosticiramo samo takrat, ko simptomov ne moremo pojasniti s fiziološkimi učinki substanc ali zdravil oziroma z drugim zdravstvenim stanjem ali z drugo duševno motnjo. Kot sva že omenili, pa gre za kompleksno tematiko, ki ima veliko različnih pojavnih oblik, zato diagnostika ni preprosta in jo lahko opravi le strokovno usposobljeno zdravstveno osebje. Evo. Ja, spet, če mogoče malo pogledava, kje je bila zdaj vaša pozornost? Mislim, na štetju je bila. Ja. Okay. Ja, tako da si lahko predstavljate, ne? Ko v bistvu se nekaj takega zgodi, ko se srčni utrip poviša, pa začnete čutiti te občutke tesnobnosti, pa strahu, probajte takrat usmeriti pozornost na vzven, ja? Oziroma na eno to nalogo, tako čisto enostavno, kot sva danes tudi naredila, ne? Okay, ja. Če boste želeli, pa lahko poskusiva še z večjimi nalogami, z večjimi vajami, ja? In se lahko vidimo potem še na naslednjih srečanjih, ne? To je pa potem od vas odvisno, če si boste zbral nadaljevanje ali ne. Ja? Bi si želel poskusiti? Ja, lahko. Posebna oblika anksioznosti so lahko tudi panični napadi, ki po MKB-10 sodijo pod panično motnjo. Bistvena značilnost le-te so ponavljajoči se napadi hude anksioznosti, ki se ne omejujejo na kako posebno okoliščino ali na niz okoliščin in so zato nenapovedljivi. Pri paničnih napadih, kot tudi pri drugih oblikah motenj anksioznosti, si lahko pomagamo s tehnikami, ki nam preusmerjajo pozornost s tem, da preokupirajo naš delovni spomin. Prikazana je bila tehnika odštevanja za 3. Podobno lahko uporabimo tudi preusmerjene pozornosti s preprostimi računskimi operacijami, štetjem korakov, štetjem različnih predmetov v svoji okolici in podobno. Priporočljivo je tudi poznavanje in uporaba dihalnih vaj oziroma tehnik sproščanja, ki nam pomagajo umiriti simpatični živčni odziv. V primeru doživljanja stiske je pomembno, da se o tem z nekom pogovorite oziroma da poiščete strokovno pomoč. Zelo pomembno je zavedanje, da nismo sami ter da obstajajo učinkovite metode zdravljenja in pomoči, ki lahko pomembno izboljšajo naše psihofizično zdravje in počutje.